Jezus ljubil je apostole, učil i govoril im prilike, vsakemu svojo nalogo je dal, Simona za Petra je imenoval. Na trdi skali bom cirkev gradil, niti pekel je ne bo pogubil. Peter ključe od vrat imej, če ljubiš me še prej mi povej. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav prisrčno pozdravljeni. Upam, da smo zopet v eni lepi oddaji Pot poti. Vas vse skupaj lepo pozdravljam pred televizijskimi ekrani. Poseben pozdrav pa gre našemu gostu, mariborskemu pomožnemu škofru Petru Štumpfu. Bog dan in dobrodošli. Bog dan, dober večer, lepo pozdravljeni, najprej vi, pa tudi vsi gledalci in gledalke. Na začetku bi vas, gospod Škof, prosil, če se bi nakratko našim gledalcem predstavili, čeprav vas širom Slovenije kar poznajo, ampak mislim, da bi bilo tudi to prav, ne? Ja, tako. No, sem letnik 62, torej med mlajšo generacijo se še štejem doma iz Beltinec v družini, kjer nas je 3 otrok. Hvala Bogu, še imam živa starša, imamo očeta. Oče je Palek, mama Beltinčarka. Pred 50 leti je prišel iz Bunčan, v Pomurje, v Beltince oče, kjer je začel službo na državnem posestvu. Bil tudi tam upravnik in seveda z mamo sta se potem leta 60 ustanovila družino, se poročila in prišli smo 3 otroci, jaz kot najstarejši in potem še 2 mlajši sestri, Doroteja in Monika, ki imata tudi že družini. Moram reči, da je spomin na otroštvo in pa mladost silno lep. Doživljal sem resnično lepoto družinskega življenja v pravem pomenu besede. Doma smo se imeli radi, bila je tudi skromnost. Starša sta mi po svojih močeh nudila nekako najprej ljubezen, gotovo tudi versko vzgojo. Spominjam se, da ko sem hodil v vrtec, sem že v zgodnjih jutrnjih urah skupaj z mamo, ko so pospravljala sobo, se učil prvih molitev in pa tudi nekako pojmov o Bogu, o Materi Božji. Potem neizmerno lepo je bilo praznovanje Božiča, ko sta starša omogočila torej nam otrokom to doživeti način priprave jaslic in božičnega drevesa, ne tako, da bi mi bili zraven, ampak čeže, da to pripravlja Jezušek. In zato smo se morali starši otroci omakniti iz tistega prostora. In Jezušek, v resnici je bil to oče, je potem pripravil to božično drevo in pa tudi darove. In jaz sem takrat že imel silno nekako razvito fantazijo in razmišljal, kako srečni so bili ti darovi oziroma to drevo, da so prišli iz nebes. Oni že vedo, kak je v nebesih, jaz pa še ne vem. No, doma smo imeli tudi starega strica, v njegovi hiši smo bili najprej podnajemniki. No in ta stari stric mi je v 1. razredu osnovne šole, to je bilo leta 70, ko sem se nekoč vrnil domov in pobarval njegov namizni križ, korpus, češ, da to ni pravi križ, ker na njem nič ni krvi. Dejal, veš Peter, jaz molim zate, da bi ti postal duhovnik. No, ta stavek se mi je nekako tako globoko vtisnil v srce kot močan odmev. Resnično nekje Božjega posega in volje in hkrati tudi nekako izpraševanje vesti skozi celo osnovno šolo, ki sem jo končal pred 30 leti, leta 77, in nekako v smislu te njegove spodbude sem poskušal tudi preživeti svoje otroštvo. No, po osnovni šoli sem potem stopil v srednjo versko šolo v Želimnik s Salesijancem, kjer sem končal torej gimnazijo, in sicer na način izpitov ob koncu šolskega leta na državnih gimnazijah, torej Bežigrad in pa
Poljanska gimnazija, takrat Vide Janežič. Tam sem tudi maturiral, kajti srednjeverska šola ni bila državno priznana in kdor je hotel imeti državno priznano gimnazijo, je moral torej delati izpite na državnih gimnazijah in to se je potem zgodilo. Torej matura se je zgodila leta 1982, kajti vmes sem tudi na isti ustanovi naredil novicijat ali pripravo na redovniško življenje, salesijansko življenje. No in po gimnaziji sem potem šel služiti vojake v Zagreb do leta 1983, ko sem se vrnil domov in bil na isti ustanovi tudi vzgojitelj eno leto, torej tako imenovana vzgojna praksa. Tam sem začel učiti tudi obrambo in zaščito, učil sem 3 leta. Moram reči, da zelo uspešno, kajti tudi moji dijaki so polagali izpite na državnih gimnazijah in z zelo dobrimi ocenami. Ta predmet sem resnično imel rad, kajti pravkar sem se vrnil od vojakov in potem sem imel precej znanja. In pa tudi nekako prve didaktične prakse ali pedagoške pristope sem tam okušal. No, hkrati seveda potem leta 1984 sem pričel s teološkim študijem do leta 1986, ko sem študije nadaljeval potem v Torinu na Salesijanski univerzi in tam diplomiral leta 1989, ko sem se vrnil nazaj v domovino in istega leta junija sem bil posvečen v diakona in potem vpisal 6. letnik, hkrati je to bil tudi 1. letnik magistrskega študija in leta 1990 potem bil tudi 29. junija posvečen v duhovnika. No, služboval sem na 7 različnih župnijah, najprej kot kaplan na Rakovniku pri Ljubljani, kjer je nekako center salesijanske družbe, torej do leta 1993, potem sem bil imenovan za kaplana v Sevnici do leta 1995, vmes sem magistriral iz moralne teologije. Naslov naloge je bil odraščajoči in zakrment sprave. Leta 1995 sem potem bil imenovan za župnika na Igu pri Ljubljani do leta 1998. Potem sem se nekako usmerjal za doktorski študij oziroma za raziskovalno nalogo v povezavi z narodnim buditeljem, duhovnikom Jožefom Kleklom starejšim iz Prekmurja, ki je bil tudi publicist. In potem leta 1998 šel za 1 leto na Zabukve na Cevnici, bil je prav to študijski nekako, ne bom rekel dopust, ampak odhod, kjer je manjša župnija, 500 metrov nadmorske višine, 600 ljudi. Tam se lahko pastoralno deloval in hkrati tudi potem študiral. In leta 1999 do 2000 sem šel v Maribor za župnika pri svetem Janezu Bosku z nekako željo in tudi nalogo predstojnikov, da bi tukaj začeli zidavo cerkve, posvečene temu svetniku, vendar ker še takrat dovoljenj ni bilo, nismo dobili dovoljenja ze strani občinskih takratnih oblasti, je predstojnik videl, da je nekako bolje, da nadaljujem študij in me je zato poslal tudi v Vržej ob Muri, kjer sem bil 3 leta in tam leta 2002 tudi doktoriral in 2003 bil potem imenovan ponovno za župnika na Rakovniku, kjer me istega leta v jesen sedanji kardinal Franc Orde, takrat ljubljanski nadškof, imenoval za dekana dekanije Ljubljanovič Rakovnik in tam me je potem leta 2006, 24. maja, zateklo, tako rekoč, torej škofovsko imenovanje strani papeža Benedikta XVI. V vlogi mariborskega pomožnega škofa in zdaj sem že 1 leto tukaj v Mariboru. Lepo. Vedno vas vidimo v družbi mladih, tudi v Stični. In vprašanje, ki bi ga naslovil, kako je pravzaprav vidite problematiko mladega rodu? No, če nekako dam neko splošno oceno, zdi se mi, da so mladi vedno bolj inteligentni, kajti imajo vse možnosti za temeljito izobrazbo, za soočenje s svetom, že zelo zgodaj
dosti prej, kot smo imeli mi. Vemo, da otroci so sposobni branja in pisanja, tako rekoč že skoraj pred začetkom osnovne šole. Srečujejo se z tehnologijo, računalnikom, internetom, digitalna tehnologija, torej stvari, o katerih mi včasih niti nismo sanjali. Danes jim tudi starši dajejo možnost, da se izobražujejo v jezikih, v raznih obšolskih dejavnostih, torej mladi so inteligentni, seveda tudi uspešni na tem področju, tako v šoli, računalništvu, športu in tudi so mladi pogumni, kajti sposobni so dosegati velike cilje, že recimo vemo samo ti zlati maturanti. Zbrati 34 točk, to še meni zdaj ni logično in jasno, kako to lahko človek naredi, ker jaz jih nikdar ne bi. In včasih se nekako tako pošalim, če bi jaz šel skozi ta šolski sistem, ki ga morajo nekako prebresti ali pa prehoditi ti naši mladi, jaz najbrž ne bi uspel priti nikdar na gimnazijo. Tako da je to velik napor za mlade, ki ga seveda večina mladih uspe nekako premagovati, vendar seveda pa ob tem se pa vedno bolj pojavlja neko stanje, ki postaja že celo kulturološko. Mladi postajajo pa tudi vse bolj krhki. Torej, hitro se lahko zlomijo v določenem trenutku, nepredvidoma, postajajo malodušni, depresivni, beležimo ogromno smrti med mladimi, to mene zelo skrbi, bodisi zaradi samomorov, torej smrti po lastni roki, zaradi mamil ali drugih oblik odvisnosti, pa ne nazadnje tudi zaradi prevelike hitrosti na cesti. In to je zaskrbljujoče, tako da tudi recimo fiziološko mladi nekako so drugačni, kot smo mogoče bili mi, hitro zbolijo, imunski sistem jim pada, tudi vsaka gripa, vsak prehlad jih tako nekako ogroža. To pomeni, da mladi so nekoliko drugačni, kot smo bili mi svoj čas. No, glejte, mladi so lahko tudi heroji, prav v tem pozitivnem pomenu, kajti v zgodovini Cerkve beležimo kar nekaj močnih osebnosti, ki so s pomočjo dobrih vzgojiteljev dosegli popolnost človeške osebe, torej polnost osebnostne zrelosti. V Cerkvi temu pravimo, da so postali svetniki. Že pri 13-14 letih, recimo Dominik Savio, ki se je vzgajal v šoli svetega Janeza Boska v Torinu, potem sveta Marija Goretti, ki je postala močenka z prav tako 14 leti, potem seveda še prej Blažena Laura Vikunja, ki je bila pri 13 letih, je umrla, je svoje življenje nekako darovala Bogu v želji, v zameno za materino spreobrnenje, ker mama živela v grešnem razmerju in Bog je to njeno željo na nek način tudi uslišal. Torej, mladi so sposobni velikih krepostnih dejanj. Seveda danes vidim, da imajo mladi tudi nekako problem s časom. Mama mi je pred kratkim pripovedovala, da se je na cesti srečala z skupino mladih, tako dobronamernih, prešernih, razposajenih, pa jih je pozdravila, je rekla, Bog da je mladi, oni pa nazaj, Bog da je stara. Ampak zanimiva je bila mamina reakcija, se je ustavila, jih ni ukregala, ampak dejala, ja, veste, dragi mladi, jaz sem, hvala Bogu, že stara, vprašanje pa je, če boste vi enkrat stari. Pomeni, da boste morali še neko življenjsko pot prehoditi, da boste lahko do starosti sploh prišli. Mladi danes nekako vidim, da živijo ta trenutek, težje pa sprejmejo trenutek jutrišnjega in pa pojutrišnjega dne. In zato težje načrtujejo ne toliko svoj študij, pa svoje študijske uspehe, ampak recimo njihovo življenje, osebno življenje, življenje v družini, zato imamo vse več mladih, ki kljub letom niso poročeni, še živijo v domačem gospodinjstvu skupaj z
z njihovimi starši, z mamo, z očetom, čeprav mogoče v družbi že zavzemajo neke pomembne funkcije. Torej, čim kasneje odraz. To je nekje pojav, o katerem bomo seveda še morali kakšno reči in tudi o tem tudi razmišljati. Zelo dobro je dala vaša mama odgovor. Kaj pa pravzaprav narediti, da mladino še bolj približamo cerkvi? Kaj menite? Kaj bi se še dalo? Ja, vidite, jaz sem salezijanec, torej pripadam salezijanskemu redu. In primarna naloga tega reda, ki ga je ustanovil svet Janez Bosko v 19. stoletju v Torinu, kot izziv ali pa kot odgovor na industrializacijo takratne severne Italije, kajti Turin, vemo, je mesto industrija. V 19. stoletju je tam bila že zelo močna industrija, ki se je potem razvila v tako imenovano avtomobilsko industrijo in vemo, kaj pomeni v Italiji Fiat, Lancia, Alfa Romeo in lastniki te industrije je družina Agnelli. In pred nekaj leti so torej odkrili recimo prav dokumente, pogodbe, kako je ta svet Janez Bosko sklepal pogodbe z pradedom, sedaj sicer že pokojnega zadnjega lastnika Agnellija, da je lahko zaposloval fante v pravičnih delovnih razmerjih, da niso bili izkoriščeni, kajte vemo, da je takrat bilo tisoče in tisoče mladih, predvsem fantov, v razmerjih, ki so bile človeka ponižujoče in mnogi so tudi zato umirali oziroma so šli ne samo na pot verskega, ampak tudi moralnega propada. No in ta svet Janez Bosko je tako rekoč izumil preventivni sistem. To pomeni, da do mladih ne pristopimo z represijo ali z nekimi dejavnostmi oziroma vzgojnimi vplivi, ki bi naj zdravili, ja, to recimo v skrajnem primeru, ampak do mladih moramo pristopati preventivno, to pomeni z ljubeznijo do njih, torej z zdravo pametjo in pa seveda tudi z pravilnim namenom. In ob njih moramo biti tako rekoč 24 ur. Ja, težko je biti danes z mladimi že uro ali pa še to ne, ker nam je vedno časa škoda za mlade. Ker smo v času, ki nas nekako požira, bodisi v tehnologiji, v ekonomiji, gospodarstvu, toliko obveznosti imamo, da v tem za mlade nimamo časa. In seveda tudi v cerkvi smo večkrat, moram reči, kar v skušnjavi, da ne bi bili z mladimi, da bi se ukvarjali z mnogimi drugimi, sicer potrebnimi rečmi in tako lahko grejo mnogi, celo generacije mimo cerkve oziroma mimo vere, mimo Boga, pa najbrž bi mi lahko isto potrdili tudi v družinah, torej tudi mimo družin in pa njih mimo teh odnosov, ki so potrebni za relacijo oče, mama in pa otroci. Torej biti z mladimi. No, leto se je zgodila pred kratkim stična, torej stična 2007, srečanje mladih, skoraj 8000 jih je bilo iz vse Slovenije, torej nekako katoliška mladina, ki se je zbrala že na tradicionalnem srečanju. Jaz pravim, da je bila letos stična 2 James Bondov, 7. No in tukaj sem jaz v pripravi na stično, ker sem bil odgovoren letos ze strani Slovenske škofovske konference, da tudi z mladimi pripravimo bogoslužje, svetomašo. Sem bil en dan skupaj s temi mladimi animatorji in vam povem, kljub temu, da sem se že prej kot kaplan in župnik precej ukvarjal z mladino, zopet bil presenečen nad mladimi. Neverjetno koliko idej, koliko veselja, koliko šaljivih trenutkov, zgodb, besed, kakšen pristop so imeli do škofa, po domače, prijateljski, bratski. Skupaj smo molili, skupaj peli, skupaj razločevali tudi misli, ki bi jih naj jaz podal tem 7-8 tisočim mladim. Rekli so mi,
gospod škof, morali boste spregovoriti v našem jeziku, z našo mislijo. In seveda potem so tudi izbrali sami, recimo, primeren odlomek evangeljski, za katerega sem čutil, da jih dejansko tukaj žure poseben moment, in to je spoved, ta spovedni odnos v cerkvi, in sicer srečanje Jezus, grešna žena z ulice in pa Jezus. Tako da mladi so dejansko lahko poživitev za človeka, ki se srečuje z njim. Se tudi zdrži, da na mladih svet stoji. Ja, gotovo. Kaj pa menite za odrasle, verne kristjane? Verjetno krat nismo tisti vzorniki, kot bi morali biti. Ja, no, Ne vsi. Gotovo površna ocena glede odraslih je lahko hitro, tudi mogoče krivična. Najprej moramo vedeti, da ogromno odraslih, in tudi jaz sam jih osebno poznam, odraslih vernikov, je za ceno velikih žrtev ohranilo svojo vero. Bodi se zaradi dejstva druge svetovne vojne, potem desetletji po drugi svetovni vojni. Vemo, kaj se je dogajalo, tega ne bi sedaj ponavljal. In seveda ob tem nekem trpljenju ali preizkušnja so tudi to vero ne samo ohranili kot tradicionalno dediščino družine oziroma drugih staršev, ampak jo tudi poglobili. In zaradi tega danes tudi mnogi odrasli kristjani to svojo vero tudi na zelo dejaven način izražajo, tako rekoč v župnijskih pastoralnih svetih požupnijah, v karitativnih skupinah, župnijskih pevskih zborih, liturgični sodelavci, pritrkovalci, zakonske skupine, animatorji in podobno. To pomeni, da preko te vere čutijo tudi svojo pripadnost cerkvi, ne samo kot ustanovi ali instituciji, kar večkrat zelo pavšalno nekako se poudarja, ampak predvsem cerkvi kot domu. Cerkev je moj dom. Lepo je sveti Avguštin dejal, cerkev je moja mati. Pa tudi kakršnakoli je, tudi če je včasih malo bolj grešna, drugič bolj izraža se to glede na trenutke v zgodovini, ampak cerkev je moja mati. Ona me je rodila z sakramenti, najprej svetim krstom, potem z birmo, spovedjo in tako naprej, za to življenje v duhu in pa seveda za večno življenje potem v nebesih. In seveda tukaj za vse kristjane bi pa le imel tako en pripomb ali pa bolj priporočilo. Vsi si moramo, in to je ta moment tranzicije, ki vpliva tudi na cerkev, očistiti svojo versko oziroma etično zavest. To pomeni, da z pomočjo branja svetega pisma, torej Božje besede, z pomočjo verske literature, s pomočjo seveda molitve, ki je osnovna komunikacija med Bogom in menoj, in pa seveda tudi z pomočjo karitativne dejavnosti in pa sakramentov, ta versko-etična zavest v meni očiščuje vse tisto, kar mene dela kristjana. To pomeni, da nekako vstopam v nenehen proces preobračanja. Tukaj nam mediji večkrat očitajo, torej cerkvi kot taki, da tega postopka ali pa tega procesa preobračanja cerkev ni sposobna, da je, ne vem, se kaže v nekih pozunanjenih oblikah, ampak jaz moram reči, da cerkev je v procesu preobračanja. To moram potrditi, jaz sam osebno kot kristjan in gotovo tudi kot škof. Meni nič ni sram povedati, da mesečno 2-krat grem spovedi. In ne samo zato, da bi povedal svoje grehe ali slabosti, ampak tudi zato, da preverim stanje mojega duha. A je ta moja versko-etična zavest resnično tako transparentna, da bi lahko drugi preko mene in v meni lahko spoznali Kristusa oziroma
da bi lahko stopili tudi na to pot življenja po veri, kateri se splača dejansko, če lahko rečem po domače, razvirati vse. In v bogoslovju recimo smo imeli, ko sem bil še študent v Torinu, tako parolo ali pa nekako rek, torej brez košarke in brez povedi se ne da priti do duhovništva. Zakaj košarke? Ker smo jo zelo dobro igrali, ogromno smo igrali, kajti študij je bil naporen in zato smo rabili tudi močno športno sprostitev in enkrat na mesec smo se zbrali, jaz sem igral košarko, takrat zelo dobro, enkrat na mesec smo se ob 11. zvečer zbrali v veliki športni dvorani, ki je bila v kompleksu te univerze, ker je bila tudi dvorana za športnike od drugje, in vabili razne torej igralce oziroma razne skupine iz drugih fakultet na košarko, kjer smo potem do 1 zjutraj recimo imeli to športno dogajanje in potem, ko smo se uredili, ko smo se osvežili, smo potem še do 5 zjutraj, recimo s kakšnim sokom, pa celo s pirom, nadaljevali z debato, brez da bi zanemarili dnevne dolžnosti od molitve in študija, potem zjutraj ni bilo težav vstati. In seveda imeli smo srečo tudi, da smo imeli zelo dobre voditelje, osebah profesorjev, ki so bili dobri antropologi, dobri vzgojitelji, pedagogi in hkrati tudi dobri duhovni voditelji, ki so bili naši spovedniki. In imamo sošolce sedaj, ki so resnično torej iz vsega sveta. Smo bili zbrani 64 nas bilo takrat na tej fakulteti in v mojem letniku je bil sošolec z Irana, spravodobren musliman, potem iz sedanjega Konga, ta je sedaj dol škof, tudi v Kasanja, ki puši v škofiji, je bil tudi na mojem škofovskem posvečenju. Torej, ta proces bi želel, da bi se nekako bolj udejanjal tudi med našimi kristjani. Bogdaj, bi se potem še dotaknila svete maše, ki je za kristjane najbolj pomembna, potem nekaj bi delala o evharističnem Jezusu. Ja, sveta maša, gledajte, je pa središče naše vere. Že v 2. stoletju je dejal mučenec, sveti Justinjan, brez maše mi ne moremo živeti. Torej, brez evharističnega Jezusa mi ne moremo živeti potem, ko so ga zasliševali in ga hoteli odvrniti od krščanske vere, ker je bil tudi dober filozof, torej poznan v mladinski družbi. Pa je rekel, brez teh skrivnosti mi ne moremo živeti, zato raje stopamo na pot mučeništva. Vidite, maša ni dolžnost, maša je privilegij. Kajti maša je nekrvava daritev Jezusa Kristusa na križu. Je isto dogajanje na Kalvariji kot pred 2000 leti, ko so Jezusa križali, isto dogajanje, vendar takrat je bilo to dogajanje krvavo, sedaj je to dogajanje nekrvavo. In ga je Jezus anticipiral že z podelitvijo kruha in vina kot njegovo telo in njegova kri, po besedah in rokah apostolov, ko jih je pri zadnji večerji, torej z tem dejanjem tudi postavil v duhovniško službo. Vidite, nekako moram reči, da kot rabimo za svoje telesno življenje hrano in vodo, da preživimo, rabimo nujno za naše versko življenje, torej sveto Evharistijo ali sveto mašo, da tudi naše duhovno ali življenje preživi oziroma da naša duša se krepi. Omenil sem beseda Evharistija, pomeni zahvaljevanje Evharistein. Zahvaljujemo se za ta kruh Jezusovega telesa in vino Jezusove krvi, ne zato, da ga prejemamo samo mi, ampak da ga prejemamo znotraj občestva bratov in sester. Zato je maša edino smiselna v občestvu bratov in sester. Zato duhovnik lahko samo v skrajni sili, če ne gre drugače, mašuje sam,
drugače pa mora nujno vedno maševati v občestvu, ker je maša obrnjena k občestvu oziroma je namenjena za občestvo. In tukaj upozorim tudi tako imenovane televizijske maše, so seveda velika koristnost, velika korist za ljudi, ki fizično ne morejo priti v cerkev. Vendar pa to ni popolna deležba pri Evharistiji, kajti ne morejo biti deležni Jezusovega telesa in njegove krvi, oziroma ne morejo biti deležni v polnosti občestva, ljubezni bratov in sester. Glejte, pred kratkim sem pokopal velikega salesijanskega misionarja, brata, laika, Jožeta Kramarja, ki je 67 let bil misionar. In sicer v Filipinih, Indiji, nekdanji Burmi in pa na Papuji Novi Gvineji. In ta mož je na Papuji Novi Gvineji izkoreninil ljudožerstvo. In mi je enkrat pripovedoval, da za ljudožerstvo ni bilo namenjeno samo prehranjevalnim navadam, oziroma da je pleme preživelo, ampak je bilo namenjeno tudi ponižanju sovražnika. Na tak način so ga najbolj ponižali, da so ga pojedli. In gledajte, Jezus se nam je dal v hrano. In tega takratni Rimljani niso mogli razumeti, in zato so obsojali in se norčevali iz kristjanov, čez da so ljudožerci, da jejo svoje otroke. S tem so jih zasramovali in to je bil tudi eden momentov ali pa razlogov, zakaj je Neron, ko je prišel v Rim, obsodil tudi kristjane na preganjanje in potem strahotno smrt v Koloseju oziroma v cirkusu. In Jezus je jasno dejal, kdor ne bo jedel mojega mesa in pil moje krvi, ne bo imel življenja v sebi. Kajti Sveta Evharistija nam polaga že sedaj kali večnosti. In zato pravi duhovnik vedno pred obhajilom, gledajte jagnje Božje, ki odjemne grehe sveta, vsakdor bo vredno jedel ta kruh, bo živel vekomaj. Se pravi, tudi če bo umrl, bo živel vekomaj. Torej, maša ima izjemno vrednost za naše versko-krščansko življenje. Zelo lepo se je z vami pogovarjati, veliko pozitivnega, oziroma veliko ste nas navdihnili. Bi pa morda za konec za naše gledalce dodali kakšno misel na svet. Morda tudi kakšno misel iz blaženega Antona Martina Slomška, saj smo tudi v tej škofiji. Pred kratkim so tudi praznovali 24. septembra, ja, njegov smrtni dan. Jaz sam sem postal tudi postulator v zadevi njegove proglasitve za svetnika. Kaj je blažen in kaj je sveti, da izkoristim priložnost. Torej, blaženi je sicer svetnik, vendar njegovo češčenje je omejeno na češčenje v krajevni cerkvi. Svetnik je pa pač vsak, ki ga cerkev prizna, v tej stopni kreposti, njegovo češčenje je pa razširjeno na vesoljno, torej svetovno cerkev. In za to, da bi res blaženi škof Anton Martin Slomšek postal svetnik, rabimo en čudež na njegovo preprošnjo, tako da izkoristim to priložnost, da kdor le nekako čuti nekje v srcu poseben odnos do tega svetnika, naj se mu ne izroča v vseh mogočih zadevah, tudi v preizkušnjah oziroma tudi v bolezni. No, sveta vera bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove omike. Sam sem dal v svoj škofovski grb tudi baklo, kar pomeni vero kot luč, ki nam sveti na poti našega življenja. Vendar jaz bi še apeliral tukaj, ali pa prosil, ali pa ne opozoril vsakega izmed nas, najprej same in pa seveda tudi vse gledalce in gledalke. Glede, se mi zdi, da za nas Slovence v tem trenutku je najpomembnejše, da smo en drugemu usmiljeni. To ne pomeni, da toleriramo njegove slabe lastnosti ali dejanja ali namene, ali do temu pravimo grehe, ne. Ampak vzamemo vsakega človeka, ne glede kakšno moralno kvaliteto ima, res kot človeka.
kot osebnost, ki zrcali Božjo podobo. Glejte, Janez Pavel II., pokojni papež, je pred leti ustanovil ali pa postavil nedeljo Božjega usmiljenja. Nekdaj je bila to bela nedelja, to je prva nedelja po veliki noči. Mnogi so se temu čudili, tudi znotraj cerkve, ali ni mogoče to izraz samo nekih karizmatičnih zgibov v cerkvi, ampak vidim, kako je ta pokojni papež imel prav. Ljudje potrebujemo usmiljenja. In Jezus nas tudi v Evangeliju svari, bodite usmiljeni, kot je vaš nebeški Oče tudi usmiljen do vas. In usmiljenje se mi zdi, da v našem slovenskem narodu nam daje možnost tudi za nacionalno spravo zaradi zadev druge svetovne vojne in dogodkov po njej, pa hkrati nam odpira možnost za preživetje tudi v prihodnosti. Kajti, če bomo usmiljeni, bomo znali živeti en z drugim. Bodi si v družini, v župniji ali krajevni skupnosti, občini, pa v vsej naši domovini. Gospod Škof Peter, zahvaljujem se vam za pogovor, za te plemenite misli. Vsi, ki bi želeli videti oziroma tole Božjo besedo, te nagovore, ki so tudi na strežniku RKC, katere tudi naši gledalci prebirajo, so povabljeni. Dragi prijatelji, zahvaljujem se vam za pozornost in vam tudi lepo pozdravljam. Pišite nam naprej še na elektronski naslov pot@planet.si, pa nasvidenje do naslednje oddaje Pot poti. Nasvidenje, z Bogom. Hvala pa vam, pa z Bogom tudi vam, dragi gledalci in gledalke. Kaj sprašujem?